Mi smo premajhni, da bi sami razvijali stvari. To je nemogoče. Recimo tole, kar tlele vidite, je v bistvu en mednarodni projekt, ki teče skupaj z Nemčijo in Japonsko. Gre pa za robota, ki se je sposoben sam učiti. Tale robot mora pač spoznati, recimo, da je tole skodelica in cilj je, da bi se recimo znašel v prostoru. Naš del je bil tle samo, je bil majhen, ne? Naš del je bil pravzaprav, da smo se ukvarjali s temi očmi, ne? Ta ima 4 oči, ena ima za daleč, ena ima za nablizu gledati, kot bi se bifokalna očala, ne? In v bistvu to je bilo tisto, ne? Da pravzaprav mi naredimo to zadevo, vidite, tle se vidi na daleč in nablizu, in da ta segment naredimo dovolj dobro, da ga bodo lahko drugi recimo uporabljali. To je bistvo, bom rekel, seveda tega sodelovanja. Seveda tak robot, jasno cilj je, da bi se robot naučil, da bi bil čim bolj avtonomen, ne? Če grem naprej, ne, zdaj ta avtonomnost robota, ne, je prikazana tukaj na nekem robotu, ki se smuča. To so seveda opazili v tujini, ampak še vedno nas zamenjujejo Slovaki, ne, tle sicer so napisali Slovenian Researcher, ne, ampak ta robot se tle smuča in zna nekaj razpoznati, tle se je zmedlo, zdaj, ko ga tale lovi, a ne. Ampak ni hec v tem, ne, da bi mi zdaj hoteli delati robote, ki bodo znali bolj smučati kot ljudje, ne. Veste, verjetno mnogi, da v nogometu obstaja ta cilj, ne, do leta 2050 bi naj robotska reprezentanca premagala svetovne prvake. To je cilj v svetu, ne. No, tu ni ta cilj. Tle je cilj seveda narediti robota čim bolj avtonomnega, takega, ki se bo v prostoru znašel, ne, in bo lahko pomagal ljudem. To je cilj, ne. Dobro, če grem naprej, ne, to je malo futurizma. To je pa realnost, da se to mi robote že delamo, jih znamo delati in tole je recimo ena tovarna, ki je bila v okviru mednarodnega projekta narejena skupaj z drugimi državami, tovarna je v Italiji, ki je popolnoma avtomatizirana in robotizirana proizvodnja čevljev.